Lep pozdrav vsem skupaj. Zelo sem vesel, da smo lahko danes v Sloveniji pozdravili predsednika poljske vlade, gospoda Donalda Tuska. Je prvič v Sloveniji, zato smo njegovega obiska še posebej veseli. Zelo smo veseli njegovega obiska tudi zaradi, ne samo zaradi njegovega dobrega dela v tem trenutku, ko je predsednik Poljske, ampak se spominjamo tudi njegovega prispevka v času, ko je bil aktivist solidarnosti, ko je to gibanje v bistvu lomilo led pri demokratičnih spremembah v vzhodni in srednji Evropi. Ravno gibanje solidarnost je inspiriralo tudi demokratične premike v Sloveniji v prejšnjem stoletju. Zelo sem vesel, da lahko tudi rečemo ob tem obisku, da so odnosi med državama odlični, da so brez odprtih vprašanj, da se je sodelovanje v zadnjem času zelo okrepilo, da je dobro neposredno sodelovanje pa tudi v okviru Evropske unije in zveze NATO. Poljska je naš zelo pomemben partner oziroma je zelo pomemben partner v Evropski uniji pri oblikovanju evropske politike do vzhodnih sosed. Poljska iniciativa, da se evropska vzhodna politika dodatno okrepi in nadgradi, je bila podprta tudi med zadnjim zasedanjem Evropskega sveta prejšnji teden. Ta iniciativa je naletela na podporo in predvideno je, da bo Evropski svet na zasedanju junija, še v času slovenskega predsedovanja, tako kot se je prejšnji teden ukvarjal z barcelonskim procesom in Unijo za Sredozemlje, sprejel pomembne odločitve tudi v smislu krepitve vzhodne dimenzije evropske sosedske politike. Na nek način smo zaprosili Poljsko, ki je dala to inicijativo, da tudi konkretizira in vsebinsko opredeli ta projekt in na tej podlagi bo Evropski svet o njem junija tudi odločil. Tako da Slovenija se zahvaljuje Poljski za inicijativo in seveda tudi za bodoči vsebinski prispevek k njenemu podrobnejšemu oblikovanju. Kot veste, je evropska sosedska politika, evropska sosedska in širitvena politika in tudi aktualno stanje na Zahodnem Balkanu v tem okviru ena od 5 prioritet slovenskega predsedovanja v prvi polovici letošnjega leta. Kot predsednik vlade sem zelo vesel tudi zelo optimističnih številk, ki govorijo o zelo hitrem povečevanju gospodarskega sodelovanja med državama. Menjava blaga in storitev v letu 2007 je prvič presegla milijardo evrov in je bila za 20% večja kot leto prej, kar Poljsko uvršča med ene najpomembnejših partnerjev Slovenije v smislu gospodarskega sodelovanja. Zelo smo veseli tudi povečanega interesa poljskih turistov za Slovenijo. Tudi ta obisk se je v zadnjih letih zelo okrepil. V lanskem letu mislim, da je bil porast skoraj 30% in zelo podobno je tudi v obratnem smislu. Na Poljskem je za preko 150 milijonov evrov slovenskih naložb, tudi poljske naložbe v Sloveniji so dobrodošle in bomo veseli morebitne okrepljene dejavnosti v tej smeri. Sodelovanje je dobro tudi na drugih področjih. Naj omenim samo, da je bil pred kratkim podpisan sporazum o sodelovanju na konzularnem področju oziroma pri izdaji vizumov. Po tem sporazumu Slovenija zastopa Poljsko v Podgorici, Poljska pa Slovenijo v 13 državah, kjer Slovenija nima svojih diplomatskih predstavništev. Med pogovori, ki jih bomo nadaljevali tudi med delovno večerjo,
smo ocenili tudi pravkar končano zasedanje Evropskega sveta, kjer so teme, ki so prevladovale: Lizbonska strategija, stanje na finančnih trgih in okoljsko-energetski paket. Slovenija je kot članica, ki vodi Svet Evropske unije v tej polovici leta, hvaležna Poljski za pomoč pri pripravi zelo pomembnih 36 zaključkov, ki so bili sprejeti v okviru omenjenih tem na zadnjem Evropskem svetu in za kar je bilo potrebno veliko dela in usklajevanja v delovnih telesih Sveta Evropske unije, kjer smo imeli s Poljsko zelo dobro sodelovanje. Med pogovori smo začeli tudi z pogledi oziroma z izmenjavo pogledov na situacijo v regiji Zahodnega Balkana. Izrazil sem priznanje Poljski za njen prispevek k stabilnosti v regiji. Poljska sodeluje v regiji Zahodnega Balkana z pripadniki mirovnih sil, še posebej angažirana na Kosovu, tudi na najbolj nevralgičnih točkah. Izrazil sem obžalovanje predsedniku vlade zaradi poškodb, ki so jih utrpeli pripadniki sil Združenih narodov ob zadnjih spopadih v severni kosovski Mitrovici. Zelo mi je žal, da je prišlo do teh dogodkov in da se nekateri, ki ne razumejo, da so mednarodne sile na Kosovu predvsem za zagotavljanje stabilnosti in še posebej znotraj tega za zaščito manjšin, uporabili nasilje proti pripadnikom mednarodnih sil. Nekaj besed so namenila tudi predstoječemu vrhu oziroma srečanju na vrhu Zveze NATO v Bukarešti v začetku naslednjega meseca. Ta vrh je pomemben z vidika širitve Severnoatlantskega zavezništva. Podpiramo to širitev in tako Slovenija kot Poljska podpirata tudi vključitev držav na vzhodu, še posebej Ukrajine, tudi Gruzije, v pripravljalne načrte za članstvo v NATO. Smatram, da bi takšne aktivnosti dolgoročno okrepile položaj oziroma varnostni položaj v tem delu Evrope in seveda s tem tudi izboljšale varnostni položaj Evropske unije. Kot že rečeno, boste obe delegaciji pogovore nadaljevali tudi med delovno večerjo.